Dober večer, gospod Tonin. Ostajate vodja poslanske skupine, ostajate podpredsednik stranke. Kakšna je pa pravzaprav zdaj vrednost tega sklepa, ki je bil danes izglasovan, da vašega glasovanja ne podpirajo? Kaj zdaj to pomeni? Jaz sem zelo vesel, da so mi na izvršilnem odboru dali priložnost, da sploh pojasnim, zakaj sem glasoval in kako sem glasoval, ker v tem času, ko ni bilo v Sloveniji, se je z mojim glasovanjem vse povprek manipulirali. Jaz sem zelo jasno povedal, da mi nismo glasovali o tem, ali podpiramo Milana Kučana in njegovo delo. To ni bilo tema glasovanja. Mi smo glasovali o tem, kako in na kakšen način urediti institucijo nekdanjega predsednika republike. In jaz sem še enkrat povedal, jaz nikoli in nikdar nisem podprl Milana Kučana, ampak v dani situaciji sem pa ocenil, da bi ta konflikt med opozicijo in koalicijo zaradi tega glasovanja lahko povzročil to, da vse tisto dobro, kar smo v decembru ustvarili, da smo sprejeli pokojninsko reformo in pa proračun, da bi to vse zavrgli in januarja, zdaj, ko nas čakajo pomembne odločitve, ene izmed takih je zagotovo sprememba referendumske zakonodaje, bi spet zapadli v neke konflikte in ničesar se ne bi mogli dogovoriti. Ljudje pa vendarle od nas politikov pričakujejo dogovore in da se ukvarjamo z resnimi temami in da sprejemamo odločitve, ki bodo državo popeljale iz te krize. Nam hočete med vrsticami povedati, da je tema dodatek k pokojnini Milana Kučana tako resna tema kot marsikatera od teh, ki bi lahko tako zamajala zaupanje med poslanci? Torej, absolutno je dodatek privilegij, tako kot nekateri ocenjujejo. Je, ampak v dani situaciji sem jaz ocenil, da je lahko privilegij cena za to, da mi vendarle januarja sprejmemo ključne zadeve. A nam lahko pravzaprav zelo na kratko poveste, o čem se pogovarjamo? Milan Kučan, bivši predsednik, ima neko pokojnino in do zdaj je dobival k tej pokojnini tudi nek dodatek v višini? Tako, 80% predsednikove plače. Od leta 2003 je bil sprejet zakon, ki je urejal pravice in pristojnosti nekdanjega predsednika republike. Tam noter je bilo določeno, da ima tajnico, sekretarko, voznika, pisarno in 80% pokojnine oziroma 80% predsednikove plače, aktualnega predsednika plače, prihodke. In to je gospod Milan Kučan prejemal vse od leta 2003 naprej. Zdaj je prišel trenutek, kot smo zaradi teh varčevalnih ukrepov ta zakon spreminjali in bilo je tudi predlagano, da bi pa te spremembe uveljavili tudi za nazaj. Se pravi, da bi gospodu Kučanu to stvar vzeli. Opozicija je seveda nagnala velik vik in krik in nas zmerjala, kako delujemo ideološko, kako se maščujemo predsedniku republike samo zaradi tega, ker se ne strinjamo z njim. In v tistem konfliktu, v tisti dani situaciji sem res ocenil, da nam je ta konflikt pred pomembnimi odločitvami nepotreben. In zato še enkrat se tudi zdaj opravičujem vsem tistim članom, ki sem jih in ostalim, ki sem jih prizadel s to svojo potezo, nisem hotel podpreti lika dela in tudi ga nisem podprl lika in dela Milana Kučana, ampak sem samo hotel dati neko normalno pot, da sprejmemo najnujnejše zadeve v januarju. Pa je stranka danes to razumela, da je inštitucija predsednika republike, bivšega predsednika republike, vsakega, kdorkoli že bo, nekaj drugega, kot pa lik Milana Kučana. So zaznali to razliko? So zaznali, ne. In številni člani so podarili, da pač institucijo predsednika republike je potrebno spoštovati ne glede na to, kdo je. Če ne spoštuješ institucij, potem ne spoštuješ države. Bi danes glasovali enako? Sem pred dilemo. In sicer, če bi vedel, kaj se je zdaj vse zgodilo v teh dneh, da ves ta poskus mojega povezovanja in sodelovanja bi bil bob ob steno, potem ne vem, če bi tako ravnal. Ampak če bi bil pa pred dilemo, ali moje glasovanje pomeni to, da se koalicija in opozicija lahko dogovorita v ključnih stvareh, bi pa tudi svojo glavo dal na tnalo in to stvar tvegal. Ampak dajva stvar pogleda še nekoliko drugače. Vi ste politolog, pravzaprav mlad politik, pred vami je še cela kariera in vi gotovo veste, da en del volilnega telesa v Sloveniji ob besedi Milan Kučan vidi to kot rdečo cunjo. Na drugi strani imamo drugi del volilnega telesa, ki mu omeniš besede Janez Janša in zažene vik in krik in izlive sovraštva. Ali imamo tretjo skupino volilnega telesa, ki bo poskuse tega preseganja sovraštva med prvima dvema skupinama razumela? Jaz upam, da jo imamo. Jaz sem s tem svojim dejanjem prav to poskušal, da bi
presegli te delitve, ki jih sprožajo emocije in ki Sloveniji pri nadaljnjem razvoju škodujejo. Jaz popolnoma razumem, da zaradi funkcij, ki jih je Milan Kučan upravljal v preteklosti, številnim našim ljudem, našim volivcem, podpornikov predstavlja neke vrste sinonim za vse tiste krivice, ki so se jim zgodile v preteklem komunističnem režimu. In ko so slišali, da sem jaz glasoval nekaj za v povezavi z Milanom Kučanom, so to takoj preusmerili, češ Matej Tonin pa podpira Milana Kučana. In to je bil tisti glavni razlog, zakaj je bilo tolikšno razburjenje v stranki in zakaj so vse te kritike letele name. Ampak ko so danes člani izvršilnega odbora slišali pojasnilo, zakaj sem glasoval tako, niso sprejeli odstopa z mesta vodja poslanske skupine. Zelo na kratko nam povejte še to, poznate situacijo, v kateri smo, kako bo ravnala Slovenija, če bo prišlo do glasovanja o nezaupnici tej vladi in če se bo iskal tehnični mandatar. Za nas je najbolj pomembno, da bi imeli v tem trenutku stabilno vlado. Vi veste, da vsi govorimo ali pa tudi dejstva tako kažejo, da končno se je začeli nekaj premikati na bolje. In v tem trenutku je najslabša stvar politična kriza. In mi bi se želeli stabilno vlado in zaradi tega te nezaupnice ali pa zaupnice ne bomo podprli. Ne glede na te očitke protikorupcijske komisije, ki so prvič tako močni in tako celoviti. Bomo počakali, da bodo vsi tisti, ki so te stvari vpleteni, dali konkretna pojasnila in jim dali priložnost, da pojasnijo, ali te stvari držijo ali ne držijo. Gospod Tonin, hvala lepa.